Knjiga Svetloba tudi v temi, ki govori o znamenitem italijanskem pesniku Danteu Alighieriu in obeležuje 700-letnico njegove smrti, predstavlja vsoto večstranskih in morda celo večletnih znanstvenih prizadevanj, ki so tokrat dobila priložnost in možnost, da se uresničijo. Znanstvena monografija, ki jo sestavlja 13 poglavij, obravnava Dantea Alighieria in njegov opus z različnih zornih kotov in se obenem osredotoča zgolj na pesnikovo umeščanje v historični čas in kulturni spomin. Po biografskih, splošno celostnih, komparativistično in literarno-zgodovinsko zaznamovanih prispevkih se v drugem delu knjige zvrstijo po tematiki redkejše študije, ki s časovno opredeljenostjo sodijo v čas po tistem, v katerem je Dante živel. Stare tiskarske izdaje, Dante celo na opernem odru, prevodni Dante med Slovenci, so prispevki, ki se zaključijo spominsko študijo na dogajanje ob 600-letnici pesnikove smrti leta 1921 v Italiji. Tedaj je tudi na Slovenskem izšla prestižna monografija pod redakcijo doktorja Alojzija Resa, v kateri je tudi na primer prispevek dr. Franceta Steleta, ki govori prav o tej upodobitvi, ki tokrat krasi našo naslovnico. In ta portret Giota velja za enega najbolj avtentičnih portretov Danteja, ki je nastal še za časa njegovega življenja. Torej, od takrat do danes pa zeva velika praznina v tovrstnih prizadevanjih v smeri raziskovanja Danteja. Upam, da bo knjiga zadovoljila tiste zaljubljence v poezijo, ki jih Dantejeva poezija ni nikdar puščala ravnodušne, in verjamem, da je teh pravzaprav več, kot se morda le na videz zdi. Njegov opus namreč še vedno in znova odpira vprašanja, ki se dotikajo temeljev besedne umetnosti, saj ta knjiga področje Dantejeve poezije ukvirja tudi v smeri osebne avtorske poetike, razmerja do zgodovine ter mistike samoidentifikacijskih procesov skozi izbrano, umetelno in intelektualno utemeljeno verzno tehniko. Naj še povem, da je obravnavan deloma celoten Dantejev literarni opus, v primerjalni perspektivi z Vergilijem, Plotinom, Vladimirjem Solovjovom, pa tudi posamezno, saj so natančneje premišljevana njegova najbolj znana dela, kot so Vita Nova, torej Novo življenje, Komedija, De Vulgaris Eloquentia, pa tudi Monarhija, Ekloge, Rime in pesnikova pisma. Lahko zatrdimo, da je pesnik tokrat oživljen kot ključna osebnost svojega časa in časa, ki je šele nastopal, ne le z evropsko renesanso, temveč celotnim novoveškim obdobjem človekovega individualnega, sekulariziranega in zato pogosto samotnega položaja v družbi, med ljudmi in v svetu. V tem pogledu je knjiga o Danteju refleksivna, saj se pesnik nenadoma izkaže tudi kot filozof, teolog in vizionar. Prispevke so napisali priznani domači in tuji raziskovalci, slovenski strokovnjak za italijansko renesanso dr. Igor Škamperle, klasični filologi dr. Marko Marinčič, dr. Sonja Vajs in pesnik ter klasični filolog dr. Brane Senegačnik, nato komparativist Alen Širca in teolog Ignac Navernik, znani literarni zgodovinar dr. Igor Grdina, podravnateljica Narodne univerzitetne knjižnice v Ljubljani dr. Ines Vodopivec, srbski pesnik in filozof Miloš Avgudović ter slovenska romanistka dr. Martina Ožbot. Knjigo pa zaokroži prispevek italijanskega kulturnega zgodovinarja Nunca Ruggera. Vredno je še omeniti, da prispevkom sledijo trojezični povzetki v slovenščini, italijanščini in angleščini ter podrobno imensko kazalo. Celotna knjiga pa je posvečena spominu na akademika dr. Kajetana Gantarja, ki je bil prisoten, ko se je snovala idejna zasnova te knjige,
6. oktobra leta 2021 ob znanstvenem srečanju v atriju ZRC SAZU, ki za svoje tematsko središče postavilo prav zavedanje obletnice smrti Dantea Alighiera, pesnika, ki se je nedvomno zapisal v večni spomin slehernega, zavednega evropskega intelektualca. Najlepša hvala.